Pozdravljeni. Tudi tokrat je v sredo na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo, kot ponavadi, pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah. In seveda, v kolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov tudi tokrat navedene v samem opisu. In verjetno, kot vsi dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral že v prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje mnenje. Tako, tudi tokrat smo ponovili pomen tega našega malce drugačnega formata, zato se takoj lahko lotimo prve današnje teme. Naša prva današnja tema se bo dotaknila članka, ki je bil objavljen 19.6. na spletnem portalu britanske BBC. Tu smo lahko prebrali, kako so pri tovarniški ekipi Mercedes sprejeli odločitev in so umaknili pritožbo, ki so jo imeli nad kaznijo, podeljeno Georgeu Russellu na veliki nagradi Monaka. Tu je treba dodati, da smo lahko njihovo uradno izjavo prebrali tudi na družbenih omrežjih tovarniške ekipe Mercedes. In treba je povedati, da so pri ekipi, ki jo vodi Toto Wolff, spoznali, da tudi če bi bili uspešni z pritožbo, to ne bi spremenilo seveda rezultata Georgea Russella na dirki, ki se je odvila po ulicah Monte Carla. In marsikoga lahko sedaj zanima, zakaj. Pri primeru Pierrea Gaslyja smo videli, da so mu po končani dirki pribili 2x po 5 sekund, sledila je pritožba in oba pribitka so izbrisali. Ampak po drugi strani George Russell je kazen odslužil in tu pravno formalno nimajo nobene osnove, da bi karkoli odbili. V prejšnjih prispevkih sem dejal, da bi bila edina možnost, če bi odbili nek pavšalni interval časa, ki se običajno pribije, ampak pribitka tu ni bilo. Tako da pravzaprav so pri Mercedesu spoznali, da bi lahko imeli prav, ampak to ne bi pripeljalo nobene razlike za njihovega voznika. In zato so poglavje zaprli. Ampak je sedaj konec s to kontroverzno odločitvijo na veliki nagradi Monaka? Še zdaleč ne. Ostaja še pritožba McLarena in Red Bulla, ki se pa tiče prav odbitka Pierreu Gaslyju in ne kazni njihovim voznikom. Tako da bo treba še malce počakati. Mi si pa poglejmo drugo današnjo temo. Druga današnja tema bo pa verjetno presenetljiva za marsikoga izmed vas. Kot poroča 23.6. spletni portal motorsport.com, so na veliki nagradi Barcelone pri ekipi Audi že imeli vgrajene posodobljene pogonske sklope skladno z pravilnikom A-Duo. Torej pri Audiju so izkoristili prvo pravo možnost in porabili tisto priložnost, ki jo jim daje ta pravilnik. In treba je povedati, da marsikdo tega ni opazil,
in seveda videli bomo, da tudi sprememba kot taka na progi ni prinesla nekega vidnega napredka. Ampak pri Audiju so vgradili uradno tretjo enoto motorja z notranjim zgorevanjem, kar potrjuje seveda to, da so pravilnik A-duo tudi uporabili. In zakaj mi, navdušenci, nismo tega opazili prej? Enostavno zato, ker pri FII so napravili manjšo napako. Pri dokumentih, ki jih objavljajo iz vsake velike nagrade, so dvakrat objavili dokument številka 18, torej tisti, ki opisuje menjave pogonskega sklopa pri Aleksandru Albonu. In namreč prvič so ga objavili, ko so Albonu zamenjali tiste dele pogonskega sklopa, drugič so pa isti dokument objavili namesto dokumenta 32, ki naj bi bil tisti, kjer bi lahko vsi videli, da se je nekaj zgodilo pri Audiju. In tako je stvar odšla malce v pozabo. Ampak sedaj se lahko vprašamo vsi skupaj, kaj lahko pričakujemo od teh posodobitev tudi pri drugih ekipah. In odgovor je, vsaj po mojem skromnem mnenju, neveliko. Kvečjemu kakšno izboljšanje, ki bi bilo merljivo tam do 5 kilovatov in ne več. In se vam zdi to primerno za vse navdušenje, ki ga vidimo v raznih medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1? Meni osebno se zdi tisto, kar pišejo nekateri, rahlo pretirano. Ampak videli bomo, kot ponavadi, na naslednjih dirkah. Mi si pa oglejmo tretjo današnjo temo. V tretji današnji temi se bomo pa ustavili pri novici, ki je bila objavljena 23.6. na portalu Planet F1. Tu smo lahko prebrali, kako so pri FII tudi uradno potrdili razmerje moči v pogonskem sklopu Formule 1 za naslednjo sezono. Nekaj, o čemer smo na kanalu že govorili, ampak sedaj je zadeva uradna in potrjena. Namreč sestal se je svet za motošport pri FII in seveda tudi zadevo uradno potrdil. Tako da razmerje 60:40, kar se tiče motorja z notranjim zgorevanjem in električno-hibridnega dela, bo prišlo na dan šele v sezoni 2028. In tu je treba seveda poudariti še nekaj v uradnih dokumentih. Vidimo tudi tisto, o čemer smo na hitro govorili. Torej, govora je o tem, da so dvignili pretok goriva. In zopet tu imamo uradni dokument, ki je izjemnega pomena. Namreč koliko je bilo govora tudi o tem, da je razmerje moči v sedanjih pogonskih sklopih 50:50. In vidimo iz pričujočih stic, da še zdaleč ni res. Ampak verjamem, nekaterim je to vseeno. In treba je poudariti, da prav tisti, ki ne razumejo takih nians, takih razlik, naredijo največ zmede v svetu Formule 1. Ker posplošujejo, ker stvari naredijo po njihovem bolj blizu povprečni publiki, v bistvu delajo medvedjo uslugo, najprej nam in nato seveda tudi sebi. A pustimo sedaj to in poglejmo si še zadnjo današnjo temo. Za konec pa se bomo kot običajno ustavili pri tisti malce bolj obrobni temi. Danes je na vrsto prišel članek, ki je bil objavljen 23.6. na spletnem portalu f1.com.
Tu vidimo že v samem naslovu, kako naj bi bil Fernando Alonso ključna figura pri prihajajočem prestopnem roku za sezono 2027. In seveda v samem tekstu lahko zasledimo, kako je Fernando Alonso tisti, ki mora podpisati pogodbo in seveda odločitev bo sprejel verjetno po poletnem premoru. Govora je tudi o testiranju prejšnjih bolidov pri ekipi Haas, kjer je poleg Hirakawe bil prisoten tudi Leonardo Fornaroli, ki je član ekipe McLaren. In treba je povedati, da Fernando Alonso kot ključna figura v prestopnem roku je nekaj, kar vsaj po mojem skromnem videnju nima ne repa ne glave. Kaj se zgodi po vašem mnenju, če Fernando Alonso zapusti Aston Martin, se upokoji ali pa na primer ostane pri ekipi iz Silverstona? Popolnoma nič. Po mojem skromnem videnju glavna figura tega prestopnega roka bo Max Verstappen. Od njega je odvisno, kako bodo začele padati domine. Če se na primer odloči, da bo zapustil Red Bull in odšel v tovarniško ekipo Mercedes, se bo sprožil pravi val, ki bo prinesel velike spremembe na tistem razporedu, ki smo ga drugače kar vajeni v Formuli 1. Če se bo za kaj takega odločil Fernando Alonso, bodo spremembe verjetno minimalne. Ampak verjamem, treba je napisati članek, treba je zapolniti prazen prostor. Zato tudi takšen pompozen naslov, ki z samo vsebino članka nima velike zveze. A vsak izmed nas je lahko tudi kritičen, prebira takšne in drugačne članke, ter na koncu pride do lastnih zaključkov. A toliko za danes. To je bil tudi tokratni komentar novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.